Nogometaše NK Maribora čaka v nedeljo zvečer prva prvenstvena tekma pod taktirko novega trenerja. Ta ekipa je skupaj že nekaj časa in neke stvari smo ponovili, neke dodali, tako da vsi bomo imeli iste težave v tem začetku, tako da je dobro, da smo vsi štartali z iste točke. Sergej Akirović je v klub prišel v času trajanja koronavirusa, s tem je imel tudi oteženo delo, a se zaveda, kaj je potrebno popraviti. Pa prvi zadatak je bio da stabiliziramo obranu, zato što ne može si Maribor dozvoliti da svaku utakmicu primimo gol. Znači to je broj 1, broj 2, da budemo raznovrsni u fazi napada, da nismo pročitana knjiga i ja se nadam da ćemo to uspjeti i da ćemo to pokazati u prvo kolo. Da so Domžale vedno neugoden tekmec je jasno, a po dvomesečnem premoru nihče pravzaprav ne ve, kaj pričakovati na igrišču. Pa če je energija prava, če smo vsi enotni, smo lahko dobri in to bo naše vodilo v tem novem delu oziroma v tem 11 tekmah. Če bomo vsi enotni, bomo zelo dobri. Nogometna zveza Slovenije je v skrbi za zdravje in varnost nogometašev in ostalih nogometnih delavcev kljub končani epidemiji v Sloveniji izvedla testiranje vseh prvoligašev in sodnikov na prisotnost virusa COVID-19. To pa je bilo zelo neugodno. Eni igralci, ki so to že nekje opravili v tujini ali pa tej tujci so povedali, da zna biti neugodno in res je bilo, ampak to je minilo in upam, da bo čim manjše takih testiranj. Med vsemi nogometaši v slovenski ligi ni bilo potrjene niti ene okužbe, tako da se bo prvenstvo v tem oziru nadaljevalo popolnoma nemoteno. A kaj čaka Mariborčane na prvi prvenstveni tekmi po premoru, je težko napovedati. Pa jako teško tekmu očekujem. Prvo da ni ja ni moj kolega iz Domžala ne znamo kako smo formi, bilo bi glupo da je što govorim, ja sam bio u super formi, vidjet ćemo kad krene utakmica, ali ja se nadam da ćemo biti maksimum onome što ja preželjkujem i da dečke dočekaju da istrče i da pokažemo da ovo prije korone da je bila, neću reći slučajnost, ali da je bio jedan loš period i da će napraviti sve da to popravi. Tekma v Domžalskem športnem parku se bo sicer odigrala v nedeljo ob 8:30 zvečer kot zadnja tekma 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije.